V Lendavi so slovesno odprli Borzenovo svetovalno pisarno za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Pisarna ponuja brezplačno svetovanje vsem zainteresiranim za proizvodnjo in hranjenje električne energije iz obnovljivih virov. Trenutno v agenciji izvajamo kar nekaj projektov, s tem, da poskušamo vse te projekte že pri pripravi aktivnosti usmeriti v to, da bi v vsak ta projekt vključili nek pilot, ki ga realiziramo v območju ene izmed občin v regiji. In sicer bom v nadaljevanju na kratko nanizal nekaj teh projektov, ki smo jih izvedli in ključnih rezultatov za občine v regiji. V projektu, ki je bil financiran v okviru Lasa Goričko, je občina Moravske Toplice pridobila električno vozilo. Vključena je bila tudi občina Tišina z 4 polnilnicami. Potem v tem istem projektu je bilo nabavljenih tudi nekaj električnih vozil, ki so na razpolago v občinah od Cankove, Moravske Toplice in Rogaševec. V projektu INKE je v okviru Zavoda za okolje in turizem bil nabavljeno električno kombinirano vozilo, ki se uporablja tudi v sklopu občinske uprave. Potem projekt Prante, občina Lendava, postavljena solarna ekolesarnica z baterijo, prav tako nakup električnega avtomobila za potrebe občinske uprave. Projekt Lasante PDL, občina Velika Polana, nabava kombiniranega vozila za skupne prevoze, prav tako v smeri znižanja emisij CO2. Glede na to, da smo v Lendavi, sem želel dodati tudi predstavitev tega 3D modela, in sicer 3D modela geotermalnega bazena, katerega smo uspeli ne samo natisniti, pripraviti, ampak tudi izoblikovati iz obstoječih podatkov v okviru projekta Greenline. Ta 3D model zelo nazorno prikazuje potek, lokacijo, pozicijo potenciala globoke geotermalne energije. In s tem modelom smo iniciirali razmišljanje o tem, da bi bilo smiselno izkoriščati globoko geotermalno energijo strani Dravskih elektrarn, tisto, kar so postavili pilotno elektrarno na geotermalno energijo. In potem še projekt Store for Hug v smislu te teme, katere smo zajeli v tem pilotu. Mislim, da je ta pilot na področju energetskih zgodb postavil občino Lendava na evropski zemljevid, ker kolikor mi je znano, tovrstnih investicij ni bilo nobene javne stavbe v tem delu Evrope. In kot dodaten dokaz je definitivno ta prejem nagrade na Dnevu energetiko za energetsko učinkovit projekt občine Lendava. Predstavnik podjetja Borzen je podrobneje predstavil pisarno oziroma točko za svetovanje in aktualne razpise. Borzen obstaja od leta 2001. Te dve aktivnosti, bom rekel, so pa stari 2 do 3 leta. Prva je ta kontaktna točka za spodbujanje OVE in pa Borzenovi razpisi za področje OVE in pa nekaj besed bom povedal tudi o e-mobilnosti. Zdaj mogoče na začetku, zakaj sploh kontaktna točka. Vse skupaj je tu prišli iz Evropske direktive iz leta 2018, ker pač zahteva ta direktiva, da se članica to morajo ustanoviti v svoji državi. Tukaj smo v Slovenijo se vse to prenesli v pravni red z ZSR OVE in pa uredbo o delovanju kontaktne točke. Tukaj so na levi strani, bom rekel, povzetek vseh teh členov iz ZSR OVE. Kaj bi tukaj omenil?
Omenil bi, da pač tukaj je že v zakonu noter, da Borzen tukaj sodeluje pri kontaktni točki z lokalnimi energetskimi agencijami, tako da ima z vsemi 7 sklenjeno konzorcijsko pogodbo, katere so, bom rekel, neka podaljšana roka Borzena na terenu z področja OVE. Zdaj, kdo so uporabniki vse te kontaktne točke? To so vse pravne, fizične osebe, tudi občine, ki lahko tukaj na kontaktni točki dobijo, bom rekel, svetovanje z 2 področji. Eno je pač v samih postopkih, kako prideti do projekta OVE od začetka do konca, in pa v Borzenovih subvencijah. Kaj tukaj dobijo? Tukaj dobijo informacije, pomoč, bom pa rekel, vsakemu takemu projektu je pa tudi dodeljen skrbnik stranke. Tukaj v eni shemi, bom rekel, 4 sklopi, koliko to kontaktno točko furamo na Borzenu. Prvi sklop so te svetovalne aktivnosti in svetovalna mreža. Tukaj bi omenil, da ta pisarna danes je 45. oziroma 44. Cilj je, da jih odpremo 50, potem s tem zaključimo. Tudi v tej regiji smo s tem zaključili tukaj. Potem tukaj izvajamo svetovanje po teh pisarnah. V letu 2024, ko smo začeli, je bilo tukaj porabljenih 1200 ur, v 2025 pa že 2300 ur za ta svetovanja po vseh teh pisarnah. Tukaj bi še omenil tale kontaktni center, katerega imamo na Borzenu. Tukaj bom rekel, v lanskem letu so odgovorili na 17 000 klicov, pa odgovorili na 5000 mailov. Tako da to vse skupaj govori o tem, kakšno zanimanje, bom rekel, je za te subvencije z področja obnovljivih virov energije. Druga zadeva so ta izobraževanja, svetovanja na dogodkih in delavnice. Vsi ti svetovalci morajo, bom rekel, enkrat letno opraviti to 2-3-dnevno izobraževanje, da lahko svetujejo. Tukaj jih pač naučimo v nekih novih področjih. Potem taki dogodki, kot so danes, cirka 20-30 na leto, pa tudi večji dogodki do 150 oseb organiziramo. Pa imamo tukaj tretji sklop, so digitalne platforme, strokovne vsebine. Zdaj tukaj ne bi šel v detajle, tukaj bi sam povedal pač, da tukaj je cilj, da potencialni investitor dobi vse informacije na enem mestu. Tukaj vidite, da imamo neke priročnike, študije, seznam izvajalcev storitev na OVE, seznam naprav, tako da na tej spletni strani, bom rekel, zavihko.ove, dobite vse te informacije. Četrta zadeva so pa organizacijske in strateške aktivnosti, kot sem že prej omenil, ta konzorcijska pogodba. Sodelujemo pri sami pripravi zakonodaje in pa ustanovljen je bil tudi projektni svet. Tako da to je neka groba zadeva, kako pač to kontaktno točko imamo opredeljeno na Borzenu. Danes smo tukaj, da odpremo to svetovalno pisarno v Lendavi. Tukaj je ta mreža svetovalnih pisarn. Kako ta zadeva poteka? Enostavno je tukaj njegov kontakt, ga pokličete in se z njim dogovorite za termin, kje pa kdaj se dobite, tukaj pač v tej pisarni. Kot sem pa omenil, je ta zadeva za vas brezplačna. Tako za pravne, fizične osebe, kot tudi občine. Tako da tukaj tudi pozdravljam, bom rekel, to, da ima občina, tukaj imate, bom rekel, nek vir informacij pri sebi noter, tako da zelo dobrodošlo. Borzen je torej priznano podjetje z mnogimi dejavnostmi iz področja spodbujanja in hranjenja električne energije iz obnovljivih virov. Svetovalec v pisarni v Lendavi pa bo prav tako kot drugje brezplačno svetoval. Kaj je kontaktna točka? To je dejansko povezava nekoga, ki je zainteresiran, da bo nekaj investiral z področja OVE, obnovljivi vir energije, in pa nekoga, ki ima vpogled v razne razpise, kjer se dodeljujejo ta nepovratna sredstva, in je, kot je prej že rečeno bilo, to svetovanje brezplačno, to omogoča seveda Borzen. Občina pa omogoča, da je ta kontaktna točka, se pravi tukaj v prostorih občine, kjer da na voljo tudi in skenerje in druge stvari, da lahko mi potem ustrezno poservisiramo tako občane kot tudi posamezne gospodarske družbe. Seveda se tudi lahko dobimo na sedežu gospodarskih družb, da jim svetujemo, kajti, kot je že prej bilo rečeno, ponavadi se za kakšne večje investicije je potrebno pridobiti dodatne dovoljenja, ki pa jih seveda ni tako enostavno pridobiti. Energija sonca, vetra, vode, zemlje, lesa, na vseh teh področjih se da dobiti, o tem je že prej bilo govora, zato jaz grem kar naprej. Torej, kako pa lahko pridete do tega brezplačnega svetovanja? Tako da se sami prijavite v portal, Borzenov portal obnovljivi vir energije, ali pa brez tega zgolj, da kontaktirate svetovalca ali pa občino, ki poveže dotičnega z svetovalcem in se potem ona dva dogovorita, kdaj se dobita, kje se dobita in
in vse naprej. Najprej mogoče, kako se prijaviš v portal z vpisom, če greste na spletno stran Borzena, je tam tudi zelo lepo nazorno prikazana ta njihova spletna stran. Imate subvencije za investicije v obnovljive vire energije, za sončne elektrarne, za hranilnike električne energije. To je zelo aktualno, ker net meteringa praktično ni več, torej tistega enkratnega poračunavanja na leto več ni, ampak se sproti poračunava, zato so zelo zanimivi seveda tudi elektrarne z zalogovniki, torej z baterijami, ne. Podpore za mobilnost, kot je že prej rekel predstavnik Borzena, tudi za električna kolesa lahko dobite nepovratna sredstva. Moram povedati, da je teh kar precej svetovanj na področju pridobivanja nepovratnih sredstev za električna kolesa in pa električna vozila, tako za fizične kot pravne osebe. Pridobitev je pozdravil med drugimi župan občine Lendava, ki je omenil v svojem nagovoru kar nekaj stavb, ki so jih v občini že uspeli obnoviti na način, da so skoraj samozadostne. Občina Lendava stremi temu, da bo z občino vzpostavila eno zeleno občino prihodnosti. In to je en taki trenutek, s katerim tudi invitiramo vse naše domačine, vse naše prebivalce občine Lendava in tudi širšega območja, da z svojimi vložki in tudi usmeritvami v bodočnost stremijo tudi skupaj, kot je občina nastavila svojo pot na tem področju. Zato pozdravljam in se zahvaljujem na to priložnost tako lokalni energetski agenciji, direktorju, ki je posredovalo to ponudbo meni, katero sem tudi z veseljem sprejel, in tudi Borzenom, da je to dejansko oziroma to omogoča, da lahko tudi na našem koncu se priključujemo v okviru različnih segmentov investicij za energetsko podporo in čim bolj, bom rekel, zeleno naše okolje. Občina Lendava ima velik potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije, ki jih bodo s pomočjo nove točke še bolj izkoriščali in vzpodbujali njihovo rabo.